stran od Celja smo se ustavili pri družinski kmetiji Funtek in z nami je Tina. Tina, živijo. Lep pozdrav. Lepo je, in hvala za vabilo, da smo lahko prišli in obiskali prav vašo družinsko kmetijo, ki ima pa tudi zanimiv začetek. Joštov mlin. Kakšna je to zgodovina vzadaj? Ja, Joštov mlin ima res zelo pestro zgodovino, od mletja moke do raznih političnih zbiranj. Včasih je mimo nas tekla tudi ložnica. In začetki so bili z pradedkovce. Ja, pradedek je imel mlin in mlel moko. In potem se je iz roda v rod preneslo in sedaj si ti glava družine. Glavna nisem. Si zadolžena za stike z javnostjo. Recimo, da je tako, ja. Super, hvala, da smo res lahko pri vas. In kako velika je kmetija? Kaj vse imate? Ja, na kmetiji imamo nekje 10 hektarjev njivskih površin, nasad višen, velik okoli hektarja in pol, potem manjši rastlinjak, konje in ovčke in pa seveda pašnike za njih. Super, in prav sadovnjak je poglaviten, rodoviten in poglaviten, kar iz njih izdelate kar celo pestro paleto, kot vidimo, proizvodov. Kaj vse imamo, kaj lahko pri vas, če se ustavijo, kupimo? Zdaj, ja, na začetku začnemo z obiranjem višen, okoli 15. junija. Ljudje si lahko pridejo obrati sami oziroma ali kupijo že nabrane višnje. Smo se pa vrgli tudi že v predelavo, tako da ponujamo razne marmelade, sokove, višnjev sok brez sladkorja in pa višnjev sirup ter likerje. Super. Barva izgleda čudovito. Ja, tudi okus je. Tudi okus je, tu smo se prepričali. Se pravi, kdorkoli se želi pri vas tukaj v Medloku ustaviti, lahko te proizvode kupi, a ne? Ja. Super. In imate še kakšne druge načrte za prihodnje? Kak drug izdelek mogoče? Da študirate v razvoju? Razmišljamo, da bi mogoče spet nazaj zagnali mlin in pač imeli mlevske izdelke. Samo to je še, pustimo čas v čas, no. Tako, tudi vse ne moremo naenkrat. In poleg sadovnjaka imate tudi njive, ki dajo svoje pridelke, in kaj še lahko obiskovalci kupijo? Ja, imamo tudi manjši rastlinjak, v katerem gojimo zelenjavo, ki jo potem sezonsko prodajamo na domu. Letos bomo imeli paradižnik, papriko, bučke, kumare, blitvo, grah, pač raznovrstno zelenjavo, sveže, vsak dan obrano. Vse, kar si poželimo, in tudi naravno in zdravo. Ja. Super. Za vse tiste, ki še niste obiskali družinske kmetije Funtek, hitro v Medlok 12 najdete Tino in si izberete vse zdrave njihove pridelke. Spodbujamo lokalno. Lahko vaše izdelke tudi kupimo v kakšni izmed trgovin? Ja, naše izdelke lahko najdete v trgovinci v Žalcu, domači štarcuni v Celju, na spletnem prodajnem mestu gajbica.si. Veliko izdelkov pa jejo tudi naši malčki v lokalnih šolah in vrtcih. Kako je pa z sadikami? Sami pridelujete, jih kupujete od okoliških ponudnikov? Ja, večinoma sadike pridelujemo sami. Zdaj, če nam pa slučajno kaj ne uspe oziroma jih imamo premalo, pa kupimo tudi v okoliških vrtnarijah. Letos smo večinoma sadik kupili na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Ja, lani smo začeli v bistvu s pridelavo zelenjave v rastlinjaku. Velik je nekje 200 kvadratov. Zdaj večinoma uporabljamo za sebe in pa tudi pač viške pa prodamo na domu. Letos bomo imeli v ponudbi papriko, paradižnik, bučke, kumare, blitvo, grah in pa verjetno se bo še tudi kaj drugega našlo. Pridelava je pa tudi naravna. Ja, v bistvu imamo vse na slamnati zastirki, plejemo ročno in pa tudi ne škropimo. Tako da lahko poješ iz rastlinjaka, iz tal, direktno v usta. Tako, od vil do vilic gre? Od vil do vilic, ja. Super. Ker dejansko je evropska kampanja od vil do vilic za spodbujanje samooskrbe, trajnosti kmetijstva, kvalitetne pridelave hrane in vsekakor lahko rečemo, da kvalitetno hrano in njihove pridelke lahko dobite na družinski kmetiji Funtek. Ne malo stran od centra Celja v Medloku.
Tudi lokalne kmetije se poslužujejo evropskih skladov in družinska kmetija Funtek je obnovila streho Joštovega mlina prav s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Danes smo na kmetiji Podpečan in kar bi vas najprej vprašala o vaših začetkih, kako ste začeli. V bistvu. Drugače, naša kmetija že ima tradicijo 250 let, tako da smo zdaj že 7. generacija. Na kmetiji trenutno živimo moja starša, moj brat, jaz in pa moja hčerka. Drugače pa začeli smo 11 let nazaj z sirarstvom, prej je bila pa to čisto živinorejska kmetija, prej še hmeljarska. Zdaj se pač ukvarjamo z predelavo mleka in pa samim turizmom. Imamo tudi kmečko trgovinico doma, v zgornjem prostoru imamo tudi degustacijsko sobo, kjer lahko ljudje poskušajo sire in pa en mini wellness. Tako da je kar, poleg tega pa še seveda kmetijo. Obdelujemo 40 hektarjev zemlje, v hleva imamo trenutno 90 glav živine, 30 prašičev in pa 300 kokošji neslic. 2 zajca, enega psa, pa mačke pa ne šteti. Pravi, dela nikoli ne zmanjka. Ne, seveda ne, ne. Zdaj primarno ste sirarna, ponujate mlečne izdelke. Tako, pri nas lahko dobite čisto osnovo vsega, mleko, potem skuto, albuminsko skuto, jogurte različnih okusov, navadni jogurt, grški jogurt, kislo mleko, potem lahko dobite sir za žar, mladi sir, poltrde sire z različnimi dodatki, navadni trdi sir, potem imamo tudi uložene sirčke v olju, tako da štruklje, drugače tudi kuhamo metin sirop, bezgov sirop, malinovec, štruklje, pa prodajamo tudi iz okoliških kmetij. Spravi, imate tudi v vaši trgovini? Tako tudi v naši trgovini, od drugih kmetov, zelenjavo, tule od sosede odkupujemo, tako da se tudi trudimo, da se povezujemo, pa da imamo tudi pri nas čim bolj pestro ponudbo. Ob sobotah tudi pečemo kruh, tako da mislim, da se trudimo, da čim več izdelkov dobijo iz kmetij na enem mestu. In to je seveda v naši trgovini. Ja. Super, potem pa o sirih, kak je vaš potek zorjenja? Ja, vse sire zorimo v naravni skorji, tako da siri se v bistvu vsak drugi dan obračajo, se čistijo, perejo, tako da je lepa skorica. Drugače pa vse delamo iz polnega mleka, tako da s mleko nič ne odvzememo, nič ne dodajamo, razen seveda kulture in pa sirišča, kar pač potrebujemo, da sir nastane. Tudi sir zori na lesu, tako da je v bistvu to tak čist kmečki način predelave mleka. Wellness, imamo v bistvu 2 savne, potem imamo masažni bazen v njem, toplo posteljo s senom, noter ponujamo minibar, tudi sirno ploščo, jogurte, naš domač sok. Je tudi zelo obiskan, tako da se tudi take sobe se kar iščejo, da se pač ljudje po tem stresu majčkeno oddahnejo pa sprostijo. Mogoče tudi za nas je tudi zelo pomemben avtobusni turizem. Imamo sobo z 60 sedišči, tako da v bistvu iz te sobe se vidi v samo zorilnico sirov in pa v samo proizvodnjo, tako da za nas je to tudi letos je pač majčkeno slabše, ampak imamo drugih skupino, Nemcev, ja, tako da turizem še vedno tako gre, bo, tako da upam, da tudi v čim večjem obsegu v jeseni. No, lepo. Zdaj tudi med tem časom, ko so bili malo bolj doma, vsi ste uvedli tudi dostavo? Tako, imeli smo tudi dostavo zaradi tega, ker pač nekateri niso mogli priti do nas, predvsem zaradi tega, ker je pač tudi
občinske meje so bile zaprte, tudi kakšni starejši so se pač mečkaj bolj pazili in smo se pač odločili, da se moramo približati našim strankim in jim seveda tudi omogočiti brezplačno dostavo izdelkov. Se pravi, dostava tudi zdaj še po Tako, epidemiji. zdaj smo jo v bistvu dele do poletja, imamo še 2 tedensko, ampak mislim, da zdaj s poletjem bomo šli samo na 1 tedensko. Na enkrat tedensko. Tako. Okay. Ker kakor grejo ljudje delati, pa vse Je skupaj pa- se pač, ja, tako. Mogoče še, kje vas najdejo, vaš odpiralni čas? Kak je? Ja, odprti smo vsak dan od 8 do 7 zvečer, od ponedeljka do petka, ob sobotih pa od 8 do 1 popoldan. Drugače pa za skupine, degustacije, pač po dogovoru, tudi wellness ob sobotah, ob nedeljah pa vse po dogovoru. Tako da smo fleksibilni, pa tudi če kjerkoli, v nedeljo popoldan prijemo, seveda z veseljem odpremo.